Septembrsko zasedanje Evropskega parlamenta je zaznamoval nagovor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. V letnem nagovoru je izpostavila, kako pomembna je bila solidarnost, enotnost Evropske unije v času COVID krize, kajti le tako smo lažje prebrodili to krizo in tudi si medsebojno pomagali. Na tej osnovi želi zgraditi tudi bodočo zdravstveno unijo, kjer bo Evropa bolj povezana tudi na področju zdravstva, tako pri izdelavi zdravil, cepiv in tudi sicer je ta varnost človeka bila danes v ospredju nagovora gospe von der Leyen. To je podkrepilo tudi z Next Generation EU, z načrtom za okrevanje Evropske unije, katerega osnovni cilj bo krepitev gospodarstva, ohranitev delovnih mest. Ta krepitev gospodarstva naj bi šla preko tako imenovanega zelenega dogovora, nove razvojne paradigme Evropske unije. Za to področje naj bi bilo podkrepljeno tudi z finančnim okvirom za naslednjih 7 let. Iznotraj tega imata ključna poudarka zeleni dogovor, za to področje pod okolja naj bi bilo namenjeno 37% vseh sredstev, 20% sredstev pa naj bi predstavljale tudi zelene obveznice, s katerim se želi spodbuditi ta Green Deal in tudi ozelenitev Evropske unije kot celote. Digitalizacija je bila zelo izpostavljena, znotraj te digitalizacije tudi področje podeželja, ki mora imeti boljše širokopasovne povezave na eni strani, na drugi strani pa tudi vse segmente pametnih vasi, katere tudi sam zelo zagovarjam. Na zunanjem političnem področju je bil najprej v ospredju Brexit, spoštovanje dogovora, ki je podpisan za Veliko Britanijo in tudi sicer ambicioznejša zunanja politika Evropske unije, tako v relaciji do Rusije, Kitajske, Turčije, ki v Sredozemlju ogroža Evropsko unijo. Gospa von der Leyen je bila optimistična, samozavestna, bodimo takšni tudi mi.